Dober večer, prijeten pozdrav, drage dame. Danes pogovor ob kavi z naslovom Ko praznujemo ženske. Seveda, petek se približuje in v veliko čast in zadovoljstvo mi je, da se mojemu povabilu, da danes skupaj z vami in nami deli svoje misli, da se je odzvala gospa magistrica Marta Kos. Mislim, da ni treba posebej predstavljati. Kako bom rekla, zelo bogat življenjepis, sem se kar zgubila. Verjetno ne zmešan, tako zelo pester, kot en res velik mozaik. Bom samo mogoče nanizala par izhodišč, pa seveda si dovolite, da me dopolnite. Študirali ste novinarstvo, prihajate iz Koroške, veliko ste bila aktivna tudi že na radiju. Čisto kar na Korošica, na Va. Na Va. Ker to je zelo pomembna razlika pri nas na Koroškem. Ne Dravgrad, Slovenjgradec, radije tam niso ta pravi, ker so na La. Dobro. Ampak ne govorite pa na moško. Ne. Pa ne tako kot na Gorenjskem. Naredva, skuhava, uprava. To bomo še razumeli, ne? Tudi v našem koncu. Študirali ste na fakulteti za družbene vede, novinarstvo, ker vas je že od nekdaj to zanimalo. Zelo hitro ste se vključili tudi na delo na televiziji. V prostem času ste bila uspešna športnica, tako v reprezentanci slovenski, jugoslovanski in seveda velika priznanja. Potem vas je pa pot kar hitro povedla čez mejo v Nemčijo, ker ste tudi na nemškem radiju delali. Potem vas je predsednik vlade, gospod Janez Drnovšek, povabil v svoj kabinet, pa da ne govorim vse kaj, na koncu ste pa v bistvu svojo pot ne da čisto zaključila, ampak v teh bolj političnih kot veleposlanica naša v Nemčiji. Prejela ste tudi prestižno nagrado kot najveleposlanica leta 2016, tako. Pa potem še veliko nagrado, prav tako države Nemčije, no potem ste pa počasi s tem zaključila. Se podala v svoje poslovne vode, je res, in ste uspešna coacherka, čeprav vem, se pravi vodstvenih in ostalih delavcev, velikih tudi multinacionalk. Potem, jaz se vas spomnim, ste tudi mene učila, Londonska šola za PR. Se vas spomnim ista kot zdaj, leta se vam ne poznajo. Hvala. Tako da ste nas že takrat, bom rekla, o odnosih z javnostmi, tako kot je v bistvu tudi vaše področje in tako novinarstvo kot tako naprej. Zdaj ste pa doma v dveh državah, še zmeraj v Sloveniji in pa v Švici. Kriv je moški. Kriv je pa moški. Mož. Tako da verjamem, da vas bomo pa še bolj spoznali. To je samo za uvod. Kako bi se pa gospa Marta Kos sama predstavila? Mogoče z 5 stavki. Čisto kar na Korošica, večna gastarbajterka, ki jo obožuje koroško salamo in črni kruh, ki jo veseli življenje in druženje z ljudmi, tudi če ne mislijo enako kot jaz. In radovedni duh, ki bi naredil vse, ne samo, da ni dolg čas. Lepo. Lepo. Da ne bom samo jaz spraševala, lahko seveda postavljate vprašanje tudi med najnim pogovorom, da ne bo to samo dialog, ampak da bo to res, bom rekla, takšen aktivni pogovor. Petek nas čaka en velik mednarodni praznik žena. Že skoraj več kot stoletje od takrat, ko so se ženske borile za enakovredni položaj. Kako bi, gospa Marta, vi ocenili, kje smo zdaj? Pa mogoče samo, da se na Slovenijo, ker radi kdaj pojamramo, koliko nam gre pa slabo, ne? Pa vendar. Najprej bi se ustavila pri terminu Mednarodni dan žena. Zadnje leto še posebej velikokrat uporabljamo termin Mednarodni dan žensk. Zaradi zmede, ki lahko nastane pri nekaterih, ki žena razumejo zgolj kot tiste, ki imajo otroke, nas ostalih, ki jih nimam, pa ne. Čeprav slovenski pravopis pravi tudi, da dan žena, da to so lahko seveda tudi tiste, ki imajo otroke, da bi se pa izognili dvomu, a zdaj jaz pašem med tiste, ki lahko praznujem ali ne, pa zdaj pogosto uporabljamo tem Mednarodni dan žensk. Ni nastal zaradi tega, ker bi takrat se borile za pravico do splava, to je prišlo šele kasneje, nastal je zaradi boljših pogojev za delo v Združenih državah Amerike, potem tudi v Evropi. Ampak če se danes
povrnem, kako pa nam je danes in mogoče a je tak dan sploh potreben, da ga obeležujemo ali praznujemo skupaj, se mi zdi, da je zelo potreben iz več razlogov. Prvi je ta, nam sicer gre zelo dobro. Če jaz zase osebno pogledam, nisem bila nikoli diskriminirana, razen ko sem delala na začetku leta 2000, potem 13 let za švicarsko korporacijo, kjer se je takrat občutila njihova konzervativnost. Švica je bila država v Evropi, ki je zadnja dobila volilno pravico, pa Liechtenstein v paketu. Kar pomeni meni, pa ne vem, verjetno tudi vam, gospa županja, je bilo v redu, se ne počutimo diskriminiramo, se mi pa zdi, da smo se po osamosvojitvi ženske uspavale. Zlasti tukaj pri nas v smislu, vse nam gre dobro in tudi rezultati, recimo številke, niso slabe. Mi smo imeli v lanskem letu 3,3% plačno vrzel moški in ženske. A veste, v Švici je 5-krat višja vrzel med tem, koliko moški pa ženske zaslužijo. V Nemčiji je tudi še več kot 5-krat višja, mi smo na 3. mestu po najnižji v Evropi. Imamo relativno visoko žensk na vodilnih položajih v upravah slovenskih gospodarskih družb, ne toliko na 1. mestu. Imamo jih tudi že veliko v nadzornih svetih, ne toliko na 1. mestih, skratka to so potem že podrobnosti. Imamo pravico do splava oziroma pravico do svobodne izbire otrok zapisano v ustavo, kar tudi ni samoumevno glede na to, kar se v Ameriki dogaja. Tako da, če gledamo ta klasična polja, ki jih omenjamo, ko govorimo o ženskah, smo odlične. Pa ni tako, oziroma nam gre zelo dobro. Ko pa pogledamo malo v globino, pa ne. Ženske v Sloveniji opravimo 200 ur več neplačanega dela gospodinjskega kot moški. Pa niso naši Slovenci tako zelo slabi, jaz mislim, da smo jih kar dobro vzgojili. Tudi nekaj časa smo bili celo na 1. mestu v Evropi. Skratka, ob tem, ko je stopnja žensk, a lahko vprašam, katera od vas hodi v službo? Katera je doma? Ja. Eno in drugo. Ja. Ali pa so že pokojni. Pomeni, veste, kjerkoli, ali v Nemčiji ali v Švici, kjer zdaj živim, pa prej v Nemčiji, bi malo žensk dvignilo roke, če bi vprašala, katera dela 100%. V Švici delajo recimo 20 ali pa 30%. Pomeni, da ob vsem tem, ko hodimo v službo, delamo še plus 200 ur več gospodinjskega dela. Ne samo to. Skrb za, starše ali starejše v družini, to ponavadi ne pade na ramena očeta. Že tudi pomagajo, ampak glavni organizator je vedno mama. Zakaj? Jaz ne bom nikoli pozabila, mi smo 3 otroci doma, jaz sem najmlajša, 2 starejša brata. Ko je prišla sobota, je treba bilo delati generalno čiščenje. Takrat smo tepihe klofali še pred blokom, ni bilo še sesalca, skratka je bilo treba. Edino, kar sta brata naredila je, da sta tepihe znosila iz 3. nadstropja dol, klofal jih je kdo? A ta pa jaz. Pa nazaj nesli go. Vse ostalo sem delala pa jaz. Takrat se mi je delo dokaj normalno, moja mama je letnik 1932, danes se mi pa zdi, ampak zakaj? To je ta narava, ki vodi, ali v bistvu vzorec, ki že od nekdaj. Ta vzorec in druga stvar, ko sem rekla, na drugi pogled pa stvar ni tako rožnata, pa če lahko samo par statističnih ali pa podatkov, od osamosvojitve naprej je v Sloveniji dobilo najvišje državno odlikovanje samo 13% žensk in 87% moških. Od osamosvojitve naprej, vsi ti podatki veljajo takrat, je samo 20% žensk dobilo najvišje nagrade, znanstvene nagrade v Sloveniji, 80 moških. Od osamosvojitve naprej je Prešernova nagrada za življenjsko delo. Gre za področje umetnosti, kjer bi človek pričakoval, da ni takih razlik, moški, ženske, samo 17% žensk, ostalo moški. Ali tisto, kar recimo tudi v našem združenju, ona ve, precej delamo je, v lanskem letu znana oddaja televizijski intervju v nedeljo zvečer, 20% gosti, ostali prostor dobijo gospodje. Odmevi, ko merimo nekoga, povabijo v studio, 21% gosti,
ostali prostor dobijo moški. Pop TV 24 ur zvečer, malo boljše 22% ženske, ostalo moški. Kako to? Zato so to recimo tiste številke. Te nagrade se podeljujejo za uspešnost na različnih področjih. Drage gospe, danes tukaj zbrane, nihče mi ne bo rekel, da so dedci 5-krat ali 4-krat uspešnejši od vseh nas, ki tukaj sedimo. Res niso. Ampak dobijo pa bistveno več priznanj. In se mi zdi, in to delamo zdaj, ne, da bi izboljšali te številke. Nezadnjič, ko sem objavila podatke za Prešernovo nagrado 8. februarja, pa se potem oglasim na Facebooku, komentarji, to se danes potem, to je cela gnojšnica se potem zlije. Kaj se puntate, itak ste enakopravne, zakaj se sploh razburjate? Pa teh par številk napišem. Ja, saj boste že enkrat tudi dovolj nagrad dobile. Pa fičke, fočke bi rekli pri nas na Koroškem, ne bomo dobile same od sebi. Zakaj? Prej so se malo pogovarjali, veste, naravni red, žal, ni tak, da bi se razvijal v smer, da bomo moški in ženske enakopravni. Naravni red stvari je tak, da imajo moški vedno prednost. Več jih je na vodilnih položajih, višje plače imajo v povprečju, več nagrad dobivajo, več prostora v medijih dobijo. In dokler bo temu tako, se mi zdi, da nujno potrebujemo dan žensk, ali kakorkoli ga že poimenujemo. Sej, a veste, najboljš bo, ko bomo toliko enakopravne, da se tega dneva sploh več ne bomo spomnili. In pot do tja, včasih sem precej zafrustrirana, ko se s temi številkami ukvarjam, kako naj zdaj naredimo, da bo Prešernovih nagrajenk več kot moških, ali da bo več državnih odlikovanj ženske tudi dobilo. Tu pa moram seveda povedati, kljub temu, da ni nobenega moškega, ne bo šlo brez moških. In prav je tudi tako, ko moškim povem te številke, veste, kakšna je pogosto reakcija? Razen, če niso tisti ortokonzervativni, ko bi nas stlačili nazaj, veste, Nemci imajo izraz drei 3K. Küche, Kinder, Kirche. Skratka, ženska je dobra za kuhno, za otroke pa za v cerkev. Ampak ostali, recimo normalni moški, ko jim te številke povem, je njihova reakcija: a to vam delamo? Zelo tako dobrosrčno in to mi daje upanje, da res moramo z njimi se o tem pogovarjati, pa bojo naši zavezniki. So imeli prej tudi debato, kako je nekaj percepcija, nekaj pa statistika, pa sem rekla, sej 212 občin v Sloveniji, pa sej nam gre puncam kar v redu, 29 županov pa je. To pa bo, pa smo šli hitro računati. 13,67%. Že tudi to. Ampak v naši lokalni skupnosti so pa tudi ugotovili, da imamo častno občanko, danes je z nami gospa Vera Vojska, da niso samo častni občani, da tudi na vodilnih in vodstvenih položajih ali javnih zavodov, naših javnih podjetij. A je ona uspešna šefica zdravstvenega doma Domžale? Se upravičila, imamo pa veliko uspešnih ostalih deklet podjetnic. Tako da v bistvu smo že tam nekje proti 50-50, kar se pa vi tudi v bistvu združenju Ona ve zelo zavzemate. Pa tudi nimamo težav pri javnem nastopanju, se mi zdi, v naši lokalni skupnosti, čeravno je to tudi problem žensk, je res. Enakovredno zastopanost v medijih, to, kar ste že prej omenila, pa ponavadi je tako, ko novinar pristopi do kakšne ženske, reče, se bojo fante, ki je 5 fantov, pa bojo fante dali izjavo. Se kar umaknemo in skrijemo, ker se mi zdi, da se vseeno smo vzgojeni, tako da ne smemo biti preveč samozavestni. Mi smo tudi na tem področju, ker naše združenje Ona ve, pa vse ste vabljene, ni članarine, samo upisati se morate onave.si, celo ime je Združenje za povezovanje strokovnjakinj in promocijo znanja. Drage gospe, brez znanja ne bomo dosegli in imamo ga izjemno veliko. Smo pa zaradi, če bi že iskala vzroke, zakaj take razlike v številkah, enkrat sem se z eno psihiatrinjo pogovarjala, so zagotovo v patriarhalni vzgoji, ki je globoko ukoreninjena v nas, in pa v religiji. Kaj je vloga ženske? In seveda danes v času, ko imamo vedno več populistov, ki seveda hočejo ženske doma videti,
potem to ni v redu. Ne? Mi imamo tudi v Sloveniji strokovnjake, psihologe, psihiatre, ki pravijo, ne, da je glavni problem današnjega časa ta, da moški nima več take avtoritativne vloge, ker smo me, grde ženske, to vlogo odvzele. No, jaz tudi pravim. Tako tudi, ne? Ampak nazaj k medijem. S tem se še posebej ukvarjamo, ker namreč tudi, ko gledamo slovenske medije, imajo moški 3 do 4 krat več prostora, kot pa ženske. Pomeni, ne, ko vabijo, ne vem, Uroš Slak v 24 ur zvečer, je 3 do 4 krat več moških kot pa žensk. Tudi mediji so sami presenečeni, nihče ni štel. Je pa eden od razlogov, to pa moram povedati, ta, da smo pa krive me same. Ampak jaz bi rekla, zaradi tega patriarhalnega razvoja, zato sem ga prej omenila. Namreč, novinarji mi pravijo, ne, da je 3 do 4 krat težje dobiti žensko. Gospa, kako je vam ime? Ja. Irma. Recimo, če bi vas zdaj Uroš Slak kje ste strokovnjaki, na kakem področju? Poslovna analitika. Okay. In bi vas Uroš Slak ali pa njegova asistentka poklicala in bi rekel, mi danes delamo Odmeve, imamo oddajo, in imamo poslovno analitiko, temo, a lahko pridete? Ja, verjetno bi bila malo bolj zadržana. Zakaj? Ne vem, enostavno. Ja, in podoben je vzorec pri nas vseh. Namreč, vzorec, spet, ker smo tudi tako velikokrat vzgojene, ali pa ne vzgojene namerno, temveč bolj nezavedno, a sem dovolj dobra? Perfektnost. Točno tako, gospa. A sem dovolj dobra? Zdaj, Irma, super zgledate, vi ne bi si postavili vprašanje, imam danes sivi narastek, ne morem, imam pravo obleko, a ne, ste krasno zgledate in tudi na televizijo tudi prave uhane imate, a ne, nimate unih velikih uhanov za televizijo, ampak je bil takoj zadržek. In pomeni seveda tudi kaj. Je pa ta zadržek deloma upravičen, namreč nas ženske, ko nastopamo ali v medijih ali na javnih dogodkih, bistveno bolj presojajo, a veste potem, kako zdaj jaz gledam. Je imela prevelik dekolte, ali je imela previsoko krilo, ali je imela pretemne barve, lasje so ji škrleli, rdeče čevlje je imela, ne, Urška Klakočar, tatu je imela tam na roki, pomeni, a veste, moški, razen če res nima belih zoknov, a ne na črno obleko, že težko kaj narobe naredi. A se spomnite, ko je Alenka Bratušek, ko je bila predsednica vlade, je šla na obisk k italijanskemu premijeju, kaj je bilo tam, kaj so ji učitali, da je preveč seksi. Imela je krilo, pa ni bilo, ne, po bontonu lahko je prava, tako 4 prste nad kolenom, motim je zdaj kamero, se pravičujem, ko šivam sem pa tja. Pomeni 4 prste nad kolenom, ni imela. Imela je pa tigrasto vzorce. Meni je bilo super. Zgorjene v enobarvno modro, tigrasto krilo in čevlje tudi tigraste. Pa itak je že pol večja od mene, pa še high heels je imela, ne. Ampak italijanskemu predsedniku je bila tako všeč, da si jo je zapomnil in nam potem pri eni zelo pomembni politični stvari pomagal in tudi je prišel s svojo družino na dopust v Logarsko dolino. Slovenski mediji pa kaj? Napad, ni v redu, preveč seksi in tako naprej. In podobno recimo zdaj, ko sem jo ravno omenila, pa jaz zelo odkrito govorim, Urška Klakočar Zupančič. A je v redu, da nosi rdeče čevlje in da ima tatuje? Vprašaj. Seveda je, lahko nosi, vsaka od nas lahko nosi rdeče čevlje in tudi tatuje. Problematično pa to postane, ko si nas zapomnijo zgolj potem, da nosimo rdeče čevlje in tatuje. In vidite, to je ta zadeva. Seveda lahko tudi nosi, ali recimo pregloboke dekolteje. Saj veste, kako je to pravilo, a ne? Do tiste točke, ko se še ne vidi, kje gre sta dojki narazen. Zdaj, zanč mi en starejši gospod rekel, gospa Marta, to se pa starostjo zelo spreminja. Drži, ampak imamo tudi različne vrste. Ampak pomeni seveda,
In potem se ljudje vtaknejo v to. In to nas spremlja ženske, žal, bistveno več. In še nekaj pravijo tudi, ne, da recimo, da velja za nastopanje, za prijavljanje recimo na razpise za delovna mesta, enako, približno tako pravilo, ne. Pa za medije tudi. Moški se bodo prijavili na razpis za delovno mesto, če izpolnjujejo 6 od 10 pogojev, ženske pa, če jih bomo 9, bomo že, ker smo perfekcionistke, kot ste rekli prej, gospa, ne, je že vprašanje, ali se bomo. In prej sem rekla, da bom eno anekdoto povedala. Ne. Enkrat so, in podobno je na televiziji, skratka, moški rečejo takoj ja in grejo. Enkrat so na televiziji poklicali enega gospoda, to mi je pa nekdo, ki je na televiziji zaposlen, in ga prosili, če bi prišel na to in to temo govoriti. Se mu je zdelo čudno, zakaj ga kličajo, ker ni bil strokovnjak za to temo, ampak je šel. Se pravi. Nobena ženska ne bi tega naredila. No, in potem je tam na okrogli mizi, približno nekaj malega sodeloval, a ne, in potem ga novinarka po okrogli mizi mu pa reče, ampak ste bili pa bolj tiho danes. Pravi, ja, ampak veste, ne vem, zakaj ste mene poklicali, ko nisem strokovnjak za to področje. Pa pravi, a ste ta in ta gospod? Pravi, ja. In kaj se je zgodilo? 2 Slovenca obstajata s tem imenom in priimkom in poklicali so unega, ki pojma ni imel. Ampak tako se mu je fajn zdelo. To samozavesten je bil, pa če šel na televizijo. Ženske nismo take, mogoče bi včasih več tega tudi potrebovale. In seveda ni enostavno nastopati na televiziji, tako da jaz že, gospa Irma, tudi razumem, ne tako iz neba, ne, če vas nekdo pokliče. Zato pa tudi mi pravimo v našem združenju, ne, in za promocijo znanja. Če obvladamo, če znamo, nam ne morejo do živega. Takole, mogoče en tak primer, zdaj ste mi dali fajn izhodišče. Velikokrat grem jaz v Center za zaščito in reševanje. To je ena boljših poklicnih enot v naši Sloveniji. Pa vedno, ko so kakšni razpisi, pa pridem pogledati, ali pa pač mimogrede grem pa pozdravim, je pa kje kakšno dekle. Se pravi, v poklicnih brigadah skoraj ni deklet. Ne glede na to, da bi bile sposobne, tudi fizično se zdaj že približujemo, ne? Pa reče me, zakaj pa ne? Jaz zato, ker je pač tu ženski spol, ne? Ker nas drugače ocenjujejo, ker verjetno bi bili manj skoncentrirani v tem smislu. Mogoče, če navezava, so določeni poklici, kjer bodo moški težko tudi zraven spuščali, ne glede na to, koliko desetletij bo preteklo, pa ne glede na to, ali bomo tudi mi kot ženske fizično sposobne to delo opravljati. Poglejte, ženski svetovni rekord na 100 metrov kravl ne bo nikoli boljši od moškega. Ali gremo na 100 metrov teka in moški ne bodo nikoli mogli rojevati. Skratka, so fizične omejitve, ki se jih zavedamo. In so seveda tudi poklici, ki se jih težje opravlja, ampak gasilka lahko gasi tudi. Problem pa nastane kaj? Ko mediji sprašujejo potem gasilce, so to pretežno moški. Recimo, delali smo raziskavo, reprezentacija spolov v slovenskih medijih. Januarja smo objavili rezultate in se je izkazalo kaj? Moški so zelo pogosto predstavljeni kot tisti, ki rešujejo probleme, ki so bolj odločni. Ženske, tiste, mi smo to en teden smo spremljali 3 časopise in 1 radijsko, 2 televizijski oddaji, skratka vse beležili do sekunde. Ženske so pa prikazovali kot tiste, ki so bolj čustvene, ki se bolj jokajo, ki so prizadete. Primer, ker so bile ravno tako enkrat že poplave. Ko so spraševali o tem, kaj je treba zdaj narediti, so vedno bili sogovorniki moški. Razen črnjanske županje, tudi. Ko so pa kazali, kako so poplave ljudi prizadele, so pokazali ženske. Zakaj ne moških? Pa mi imamo tudi gasilke, imamo tudi policistke, imamo tudi gorske reševalke, zdaj je recimo Pop TV v nedeljo, sem videla, je imel super. In vidite, skozi to mediji imajo izjemno pomembno vlogo. Jaz sem bila presenečena, 71% Slovencev pravi, da se še vedno najbolj informira iz televizije. Bi prej pričakovala, ne, družbeni mediji. Ampak, a gledate Facebook pa Twitter ali televizijo doma?
gospa častna občanka. Ja, pomeni, a ne, pa še med najbolj zvestimi volivci ste. Recimo, ženske po 65. letu so najbolj zvesti obiskovalci volitev. In najbolj vpliva na nje televizija. A ne, mlajši, ko so ne družbena omrežja, ampak najmanj grejo voliti, razen za zadnje volitve, ko so bile res zelo visoke. In televizija lahko že s tem, kako prikaže tam eno jokajočo gospo, pa enega predsednika vlade, ki v gumijastih škornjih hodi po pogorišču, lahko že daje podolgo kaj. O, boge zjamrane ženske. Pa rešil, In rešitelj. rešil nas bo pa moški. Ja. Ampak doslej so nas že tolikokrat zafurali. Zdaj bom parafrazirala De Gaulle'a, ki je rekel, da je problem politike v tem, da jo preveč prepuščamo politike. Jaz pa pravim, naš problem žensk pa je, da preveč področji prepuščamo v urejanje moškim. Seveda, saj tudi ne gre, veste, dan ima samo 24 ur. In če ima nekdo 2 ali pa 3 otroke doma in v službo hodi in po nakupih in še vse ostalo, Je tistih 200 prostovoljnih ur, kako so še rekli dodatnih ur, se res tudi ne da. So pa dobre izhodišča, se mi zdi, da bomo zdaj tudi mi bolj pozorne, ko bomo spremljali kakršne koli medije, da so to dobre izhodišča, samo da smo pozorni, pa da se lepo o tem tudi jasno in glasno govori. Obe sva nekako na istem imenovalcu, v tem, da nismo preveč agresivne, ker je to potem lahko negativna konotacija. Jaz še zmer menim, da v Sloveniji kar dobro živimo, ne glede na to, da so kvote in kvote v politiki in posod, da še nismo na vseh vodstvenih položajih, da je v bistvu predvsem to, da se znamo povezovati in dobro sodelovati z moškimi. Kdaj je moškim treba samo povedati, kaj nas moti, a ne pa bojo rekla, a ja, tako je, ne, a tako je res statistika. Tako da jaz mislim, kar se naše lokalne skupnosti, ja, generalno je še treba, ampak je dosti lepše, kot je bilo našim babicam. Ne. Ja, in tudi, ko smo zdaj ena od akcij, ki jo delamo pri Ona ve, je tudi, da hočemo narediti vse slovenski seznam, koliko je ulic in spomenikov posvečenim ženskam. Oktobra sem prvič pisala, še vedno nimamo od vseh odgovorov, od vseh županj. Imamo od vseh županj, ker smo rekli, da bomo to, Župan in ulic oziroma spomenikov javno objavili tudi, ampak seveda smo predvidevali, da bo bistveno manj spomenikov in ulic posvečeno ženskam kot moškim. In seveda je tako, eden od razlogov je tudi, da je seveda izjemno veliko spomenikov posvečeno moškim borcem iz druge svetovne vojne, čeprav vi imate v Domžalah, nimate nobene ulice poimenovane po ženski, imate 2 spomenika borkama. Zdaj bom pa nekaj grdega rekla, pa nič proti tema 2. Umrli sta v času druge svetovne vojne. Pomeni, po drugi svetovni vojni, drage gospe, pri vas v Domžalah ni bilo niti ene ženske, ki bi bila vredna spomenika. Zdaj mi ne sprašujemo, koliko je moških spomenikov, tisto bi bilo tudi še zanimivo zraven videti. Pomeni, a so konkretni razlogi, vedno pravimo, ne, številke govorijo veliko, ampak ne pa vedno same po sebi. Je treba potem tudi pogledati, kakšno je ozadje. Pa ni cilj te akcije, da bomo zdaj začeli postavljati spomenike, ampak mogoče pa vendarle, ko boste kakšno novo ulico, tam je lažje. Pa se pa pogleda, katera ženska je pa, recimo, bi si to zaslužila. Eno imamo na spomeniku Resko Dragarjevo. Ja, to je pred šolo, ne? Tako, ja. Ja. Ulice pa nobene. Ja. Tako je, ulice, no pa še en je, ne Patricija. No, vse to je Pa pri vrtu Urša. točno, ja, to je pa tisti mali. Ampak še enkrat, ne zdaj zato, da vse vprek, ampak mogoče pa lahko potem imamo ne vem, tablo ob cesti, ali pa da je nekje zabeleženo, mi bomo to imeli na spletni strani. Tudi ni nujno, da je vsak spomenik posvečen eni konkretni ženske. Ne? Jaz sem prišla na to idejo, ko sem bila v Reykjaviku na Islandiji in najprej vidimo spomenik prvi poslanki v njihovem parlamentu, potem eni pesnici, eni pisateljci in potem pridem do enega spomenika, tako bronca je taka, široka ženska, taka močna ženska, ki je imela čez hrbet palico in 2 vedri vode. Spomenik je bil posvečen ženskam, ki so pomagale gasiti požar v mestu daleč nazaj.
In to je tudi potem poklon skupini žensk, ki naredijo kaj dobrega. In se mi zdi, da kar pa lahko danes vsi skupaj naredimo, je, da smo res bolj pozorni na uspehe žensk, da se o tem tudi govori. Pa še enkrat je tudi k temu prispevala patriarhalna vzgoja, veste. Moja mama ni znala pohvaliti in tudi ni znala pohval sprejemati. Če si mami rekel, kako dobro govejo v župu si pa danes kuhal, 40 let že kuham, kaj pa je danes drugače? Ja. To je pa izjemno žensk. Smo rekli ne termin uspešna, ampak izjemna. Ker izjemna ženska je lahko ne glede na socialni položaj, na ekonomski položaj, na izobrazbo, na status, je lahko čistilka, je lahko kmetica, to so izjemne ženske in bomo tudi v naši lokalni skupnosti, to je pa pobuda vašega združenja, da bomo začeli v bistvu v občinah iskati izjemne. Torej, ženske, ki so v čem skrite. Ni nujno, da je to svetnica, ni nujno, da je to direktorica, izjemne ženske in njih v bistvu izpostaviti in se jim zahvaliti za doprinos, da so ženske in da so res izjemne. Ker kje bolje kot vi, v lokalnih skupnostih to poznate, ampak kako smo prišli do te ideje? Jutri, danes pride sveža iz tiskarne, imamo en dogodek v Ljubljani za Mednarodni dan žensk in smo dobile od avtoric knjige, izjemne knjige Pozabljena polovica, pravico, da jo ponatisnemo. Knjige ni več možno dobiti na trgu. Pozabljena polovica, v kateri je 129 portretov izjemnih žensk, ki so živele v Sloveniji ali na teritoriju Slovenije iz zgodovine. 19. stoletje in začetek 20. stoletja. Ampak pogoj, da prideš v tisto knjigo, zdaj pa delajo že drugo knjigo za 20. stoletje, je, da si mrtva. In nam se je zdelo, saj super, recimo, ker tam so ženske, ne vem, ko so izumili Braillovo pisavo, je ena gospa, zdaj ime nimam vseh v glavi, je zbrala 100 prostovoljk v Ljubljani, da so slovenske knjige prepisovale v Braillovo pisavo. Take, ali recimo, jaz se pa spomnim, Ana Dimnik, gostilničarka v Trbovljah, kaj izobražena, je bila pa ona šefica doma in ni dovolila, da v njeni gostilni berejo nemške časopise ali govorijo nemško in je iz lastnega žepa bila naročena na 2 slovenska časopisa in vsi so hodili tja te časopise tudi brati. Pomeni, jaz pa ne bi želela, veste, da bo katera od nas mrtva, da bo prišla v knjigo. Kaj lahko torej naredimo, da bomo pa že danes vedeli za izjemne ženske in potem lahko, veste, če jih iz vsake občine dobimo samo eno, pa sem prepričana, da jih bo več, jih imamo že 212. Če jih 2 dobimo, jih bomo imeli 424. Tako da predvsem pa želimo in iščemo še medijskega, rada bi, da bi tudi v enem od slovenskih medijev, časopisov to tudi objavljali. Pa veste, zakaj je še to pomembno? Recimo, jaz sem bila veleposlanica v Nemčiji, ko je bila Angela Merkel, kanclerka, ki zavestno ni hotela govoriti o pravicah žensk ali pa sodelovati na takih okroglih mizah, ker je rekla, da noče zlorabljati svojega kanclerskega položaja za to, da dela promocijo ženskam. Vsi lahko mislimo svoje o tem. Ja. Vendarle, že s tem, da je bila kanclerka, je bila mnogim vzor. In se mi zdi, če se bomo mi več pogovarjali, vi ste tudi, zakaj ste dobili naziv častna občanka, gospa? Nekaj ste že morali fajnega narediti za občino. Zakaj so vam ga dali? To je pa skromno, za izjemno delo več desetletij. Pomeni, Za ljudmi. Z ljudmi, za ljudi in tako. Vidite, to je res izjemno delo in bomo imeli knjigo, ki boste vi not. Ja, hvala. Ampak, a vidite to, namesto reči, wow, super, sem počaščena, ampak ja, sej, to popolnoma tudi razumem, moške reakcije bi bile tudi drugačne. Mi rekli, kaj naj napišem? Ja? To se ne bi branil? No, ampak ja. Ne, gospa Vera Vojska, mislim, mi je v čas, da imamo častno občanko, ker častni naziv je res častni, to ne more kar nekdo biti. In ta njena skromnost,
vse pove. Ona je naredila in še vedno dela marsikaj za društva, razne ranljive skupine, v krajevni skupnosti, dolgoletna, odlična PR-ovka v občini, bila, mislim, res sami superlativi. Ne? In gospa nikoli ne bo tega priznala. Tako da, če lahko katerega, oziroma katero prvo izjemno žensko bi definitivno ne predlagala. Hvala lepa. Ne bom tako skočila. Prav, ja, no to bo fante. Ampak recimo, ne, moja mama, prej sem rekla, rojena je bila leta 32 na kmetiji, 6 otrok je bilo in čist ob meji za Avstrijo in nacisti so očeta odpeljali delati na Bavarsko na kmetijo, ker jim je primanjkovalo moških. Ona je bila takrat stara 9 let, hodila je v šolo, mama je zbolela in ona kot najstarejša 9-letna je morala prekiniti šolanje. Skratka, moja mama ni imela končane osnovne šole, je pa tako obvladala dom. A veste, ko se danes pogovarjamo o recikliranju. Najlonke je znala šivati, čisto posebno kvačko, ali kako se je temu reklo. Ločevanje odpadkov. Jaz sem morala, likati sem morala te mašne, da smo jih ponovno uporabili. In tudi zavijalni papir, a ne, nismo smeli strgati, ko smo dobili kako darilo. Jajčne lupine zbirati zakaj? Ene suhe zmlet, druge namočiti v vodo, ene so proti tem polžom, ene so proti unim. Kakšen heroj! In z plačo, očetovo plačo so nas gor spravili 3 otroke, pa ona sama in je obračala denar še in še. In 3 otroci, ko smo prišli iz Ljubljane, mi smo v petek, v nedeljo je bilo vse oprano, in vsak od nas je dobil kanglico. Skuhala je vedno kako eno lončnico, vsak od nas je imel svojo kanglico in domača jajca, kako klobaso zravno, ne vedno, ampak pogosto klobaso. Kdo še to zna? In si mislim, mogoče smo že to jemali tudi za preveč samoumevno, ali pa ne, kaj pa je ona, ko je bila samo gospodinja. Mogoče bi recimo tule omenila, ne, pa saj v Sloveniji nas zelo veliko žensk dela. Mene velikokrat napačno razumejo, ne, ko govorim, da ni prav, če ženska po porodu otroka je prisiljena ostati doma. Pa me narobe citirajo, da rečem, ni prav, da ženska po porodu otroka ostane doma. Pomembna je beseda prisiljena. Zakaj? Živimo v Švici, kjer do 4. leta ni javnih otroških vrtcev, so samo zasebni, ki pa stanejo od 1800 do 3500 evrov. In če imaš recimo 2 mala otroka, si ne moreš privoščiti, da bi dal oba v vrtec, ker bi recimo, če eno srednjo ceno vzamemo, bilo to 4000 frankov. Pomeni, če je ženska, ki ne more si, ali pa zakonski par, privoščiti dati otroka v vrtec in mora zaradi tega ženska ostati doma, to pa ni pravično. Če ženska ostane doma, ko rodi otroka, ker je to njena želja, hura, ji zaploskam, ker se je ona tako odločila. Drugače pa je seveda, ne, če nima možnosti dati otroka v vrtec, in tu je Slovenija res izjemna, ne, občine skrbite za, pri nas ima vsak otrok mesto v vrtcu pri 1 letu. Meni zanča ena znanka potem rekla, kaj, a 1 leto, ko lulajo, kakajo v planice, jih dajo že v vrtec? Kdo pa jim puca? Pravi, vzgojiteljice? Ali da imamo prehrano v vrtcu, pa v šoli. Nam je to skoraj da samoumevno, v Švici nimajo prehrane, morajo sami poskrbeti. In se mi zdi, ne, z tega zornega kota nam gre tukaj res dobro. Skratka, jaz mislim, da nobena mama, ki hoče, ni prisiljena ostati doma, ker ne bi imela denarja za vrtec. Celo so take primeri, ne, vem, ko nič ne plačujejo za vrtec, da potem država oziroma občina vskoči pa pomaga. A ti procenti žensk na nekih vodilnih mestih, pa to so v Švici boljši kot pri nas? Ne. Švica, ne, je, zdaj se trudijo, ne. Zdaj so sprejeli tudi zakonodajo, ki pa ni obvezna. Skratka, oni imajo priporočila, ne. V Švici se država zelo malo vmešava v življenje ljudi. Lahko samo na korak nazaj, pa bom pol vam odgovorila. Recimo, ko sem se pogovarjala, ko sem bila veleposlanica z njihovo direktorico Urada za enake možnosti, pa sem rekla, kako to, da Švica, ki je tako zelo razvita država,
nima dovolj vrtcev za otroke. Njen odgovor je bil, pa gospa veleposlanica, če imajo starši otroke, morajo sami za njih poskrbeti. Zakaj bi država za njih poskrbela? In drugo je bilo, pa veste, zdi se mi tudi, je odgovorila, da ni fajn, če država vzgaja otroke, ker potem vzgaja vse enako. In sem imela na robu jezika, ker je bila mama doma, nisem bila v vrtcu, sem bila pa v mali šoli, sem hotela reči, veste, jaz sem bila del komunističnega sistema, sem hodila v malo šolo, pa se mi zdi, da sem zelo normalna. Ampak mentaliteta je pa takšna. Zakaj bi morala država staršem plačevati? Druga plat pa je. Povprečna plača v Švici je 5400 evrov neto. Tako da nočem zdaj govoriti, da si, ampak kljub temu si nekateri ne morejo privoščiti. Tako da zdaj na vodilnih položajih imajo priporočila, ni pa zakonov, ampak recimo jaz se počutim zelo diskriminirano, moj drugi mož je Švicar. Ko sva se poročila pred 2 letoma, sem lahko samo obdržala svoj priimek ali pa samo njegovega prevzela, ni možno imeti obeh, ker je postalo pri določenih primerih za otroke komplicirano. In kar pa še občutim kot diskriminacijo, obstaja ena davčna napoved, ki jo izpolnjuje zakonski par, pri čemer je mož vedno na prvem mestu. Skratka, mož je na poziciji A, jaz sem vedno na poziciji B. Pa recimo, da v mojem primeru, ker zasluži več, a ne po švicarskih razmerah, naj mu bo. Ker se potem tudi davki skupaj plačujejo, pa pol on plača. Za oba. Ampak mi je pa prijateljica pravila, njen mož je Maročan in še ni našel službe, zdaj je že 2 leti v Švici. On je na prvem mestu napisano, pomeni 1 franka ne prispeva k družinskemu proračunu in je na prvem mestu, ona, ki vse plača, tudi zanj je pa na drugem. In recimo jaz samo zaradi tega, ker sem poročena, plačujem 40% višje davke, kot če bi ločeno davčno napoved izpolnila. Ker mož več zasluži od mene, pa še v mednarodni organizaciji je delal, on ni plačeval davkov, meni je pa njegova plača šla v izračun, a ne mojega odstotka in imajo izraz, a ne Heiratsstrafe, skratka zakonska kazen. Štrafe, res, da takrat, ko se poročiš, a ne plačuješ več, ampak veste, kaj je najbolj fenomenalno? Švicarjem je to kar v redu. Jaz bi rekla, če bi to v Sloveniji uvedli, se noben več ne bi poročil. Se kar poročajo, tako da ni to tako, pa je pa mož, ko sem se vedno tako ko ve, da jaz to javno povem, in pa sva se pred kratkim preselila v novo stanovanje, pa pravi, 5 gledati poštni kaselc. Kaj pa je? 5 gledati, in izgledam, ni bilo nič, pa nisem bila pozorna. Na poštnem kaselcu me je pa na prvo mesto napisala. Je rekel, če že nisi na davčni napovedi, na kaselcu si pa prva, ja. Velja, počasi se zaključuje, ampak vseeno, drage dame, imate priložnost še eno izjemno gostjo vprašati. Preveč govorim, ne, odlično, smo vse zvedeli, da ni vse Švica, ne? Da je tudi Slovenija čist solidna in da seveda tudi napredujemo, da želimo samo ženske v bistvu biti bolj jasne pa glasne, pa kdaj moramo moškim 3-krat povedati, ampak na koncu pridemo do enega skupnega imenovalca. Ja. Pa podpirate na drugo, tako ki je. Tako. Da je prav pokazala, bi prav, da bi podprla ženske, da pač ne. Krasno, gospa, da ste to... Super, da ste to rekli. Tudi dostikrat moški se odločajo, oni imajo ta neformalna omrežja bistveno močnejša, tudi lažje jim je, če imate vi male otroke, je prva skrb po službi, greste kam? Domov. Moški pa lahko, zdaj karikiram, grejo na pivo in se tam tudi zmenijo in rečejo, recimo, kaj smo še tudi opazili, in rečejo, ok, a poznaš kakega, rabim za to delovno mesto? Ja, unga imam. A je v redu? Ja. Ženske redko kdaj, a veste, da bi tako, samo zato, ker si moj prijatelj potem od koga zaposlile. Jaz res mislim, da bi današnji svet bil lepši, če bi nas bilo na vodilnih pozicijah, govorim predvsem o politiki, ki pa kroji razmere, v katerih živimo, nam bi bilo bolje. Če bi bile vse predsednice vlad in držav ta hip na svetu ženske, jaz mislim, da ne bi bilo von, ker katera bi pa gledala umirajoče otroke tam tudi.
In ravno danes sem se z eno novinarko, ko pripravlja en prispevek, pogovarjala, najhujše ali pa največje žrtve vojn so ženske in pa otroci. Bodi si zaradi tega, ne, ker izgubijo očeta, ki je bil njihov vir zaslužka, ostanejo same. A veste, jaz ne vem, kako se bojo zdaj v Gazi recimo, znajdejo Palestinke, ki ostanejo same, brez vsega in brez humanitarne pomoči. Marsikdo mi reče, ne mata, saj to tudi ženske so včasih tako pasje, ko pridejo na kakšne vodilne pozicije, se strinjam. A veste, imamo mi tudi odlične moške, zelo empatične moške, imamo pa tudi seveda možače ženske, ki tudi, kot ste rekli, ne skrbijo za solidarnost, ampak se mi zdi, če bi si že vsaka od nas rekla, ok, kaj lahko jaz dobrega za vas naredim? Mentorstvo, ampak ali se tudi za take vsakdanje zadeve. Ne? Moja mama je bila tak večni optimist. Ona je še na stara leta, ko noben od otrok ni več živel doma, je dajala ključe pod predpražnik. Sem ga, mama, drugačni časi so. Ja, kaj pa, veš, zanj če sosedi jajc zmanjkalo, pa itak ve, da so ključi tam, pa je prišla, pa jih vzela. In ko je moja mama buhtle pekla, ker ne zna jih speč za 2 osebi, ko sta bila z očetom sama, jih je pač 2 pleha spekla in cel naš vhod je dobil buhtle. Ko pa je zapadel sneg, pa naš ata ni mogel več kidati, ali pa mama, je pa bilo najbolj normalno, da bodo skidali. In to smo mi zelo dobro, jaz mislim, da smo mi zelo dobro ta solidarni del včasih obvladali. Pa bi bilo mogoče fajn, da se spomnimo, da lahko s tem veliko več tudi naredimo ali pa polepšamo komu dan. Se strinjam, tudi ta tekmovalnost, mogoče ste želela tudi to izpostaviti med samimi ženskami, namesto da se podpiramo, da navijamo eno za drugo, potem pa da je tako rivalstvo, o njej pa ne bo uspelo. Ne. Jaz menim, da prostor je čisto dovolj za moške, pa za dekleta, pa za ženske. Samo razumeti se mora. A lahko še samo eno, res bom pa nehala. Ne boste, bomo še presenečeni. Ker na mojih treningih, pa z veliko skupinami delam, postavim eno vprašanje. Recimo, pa imamo komunikacijski trening, ampak je to tipično tudi za kako ravnajo spoli. Žena je dobila napredovanje v službi, pride domov in reče možu, dragi moj mož, napredovala sem. Kakšna je prva misel, kakšna je prva misel, dragi gospodje, ko vam žena bi to povedala? Kdo je to rekel? Kdo je rekel večerjo? Ja. Kdo pa večerjo kuhal, kdo pa za otroke skrbel? A zdaj boš pa manj doma? Ne. Zdaj pa obratna situacija. Mož pride domov in reče ženi, draga žena, napredoval sem. Ja, veš kaj bo, takoj bo odprla flašo penine. Smo še tam, ja. In pomeni tudi, pa sej ne krivim tako revežev moških, ko sem prej govorila o teh patriarhalnih vzorcih, ampak dajmo jim potem tudi povedati, kdaj, da to ni okej, tako ste rekli, pogovarjamo se. Ker okna znajo tudi oni fajn počistiti, a ne? Ja, ne, hecam se, jaz mislim, da... Jaz sem imela eno zelo zanimivo ponudbo in namreč dobila sem, v tujino bi mogla iti, res in napredek na delovnem mestu in vse skupaj, sam smo se slišali. Ampak je bilo za 3 mesece z možnostjo podaljšanja, ampak res. In pridem domov, sem povedala in mož je bil vesel. On je rekel, super, veselim se tega, podpirali te bomo, sam pojdi. In jaz sem sama sebe omejila in nisem sprejela, zato ker imam doma 2 otroka, pa ne bom mož za vse skrbel, pa tudi 3 mesece. Ja, se za 3 tedne bi šla, za 3 mesece pa ne moram. Kaj bo podjetje, kdo bo vodil to? In sem se čisto zatrla, če danes se zdaj mi krma Pa v bistvu res sem 3 mesece. Zaradi najbolj družbe, ne? Se je tudi Kaj bodo pa želja je rekli? bila zelo velika, ne? Ampak to se nam res Ne, meni super. dogaja. Mi smo imeli decembra, vedno imamo izobraževalni del,
pa potem druženja. Ne? In smo imeli na okrogli mizi izobraževalni del temo, katere so ovire v nas ženskah, da toliko prostora prepuščamo moškim. In imeli smo psihiatrinje tam, in so govorili o tem, in potem ena naša članica ostane in pravi, tako, prav potokla se je, pravi, a veste, mene ves čas muči občutek, da sem slaba mama. Podjetnica, veliko v firmi, ki mora tudi tu in tam pustiti otroke doma, komu drugemu, ali pa poklicati babica servis ali kogarkoli. Skratka, sindrom, jaz sem slaba mama. In potem ta psihiatrinja jo vpraša, koliko ljudi vam je pa reklo, da ste slaba mama. Zdaj pa jaz dobim kurjo kožo, pravi, v bistvu nobeden. Vsi mi pravijo, kako sem odlična, podjetnica in mama in vse. Ampak to, kar ste vi zdaj omenili, je pa spet povezano s temi patriarhalnimi vzorci. Kako lahko mama zdaj pusti? Koliko so pa bili stari otroci takrat? Ja, malo dolgo nazaj, 8 pa 3. Skratka, bi zdržala 3 mesece. Ja. Vse sem že splanirala, kako bojo te leti potekali, kako bom jaz njih kar malo priselila in mož bo izkoristil dopust. Spet sem vse temu prilagodila, ampak nisem mogla na koncu, prav zaradi te slabe vesti. Pa vam je žal danes? Ja. Ja. Ampak nekako vem, da bo priložnost. Ja, Absolutno bo in takrat bom pripravljena. Ste se iz tega Ampak če pogledam za nazaj, pa obžalujem, absolutno obžalujem. Ampak tudi so take šole polživljenjske, za naslednjič je pa bistveno lažje. In tudi nič ni narobe, da ste se odločili tudi za otroke. Ker se dan zavedate, da ta izbira je, to ste že zelo veliko naredili. Jaz mislim, da imamo tako silno moč ženske v nas tudi. In zakaj vse rabimo to energijo in zmoremo. Mogoče moramo kdaj tudi same sebe, kako sem jaz dobra. Točno to, ali pa ene druge. Jaz bi mogoče to rekla, da meni se zdi, da v tem prostoru v Sloveniji zadnjih 2 leti, 3 leta, da je to povezovanje med ženskami ratalo zelo močno. In zelo kolegijalno, se pravi, se podpiramo, si pomagamo. In to jaz prej nisem čutila. Jaz sem v Sloveniji od leta 1992, prej sem odraščala na Švedskem in to, kar se pa zdaj dogaja od leta 2020, 2021, se meni zdi. A res čutite spremembo? Ja, veliko. Se tudi moški sodelovanje, ne govorim, izključujem, ampak hočem reči, med ženskami jaz nisem te dobre energije čutila prej. To pa moram reči, zadnje 2 leta je prav neverjetno. In to se mi zdi, da je dobro, ker to pomeni, da imamo upanje, tudi boljše se počutimo in tudi se vidijo napredki na drugačen način, ker želimo mirno, dobro, prijazno, ne pa napade ali pa krigarije ali pa spore. Vse to čutim jaz, pa se ni to med vsemi enako, ampak kot da si malo začutiš, komu lahko zaupaš, komu ne. In to se mi zdi, da se zelo odpira. Seveda vsi moramo sami delati na tem, ampak se mi zdi, da se pa ta krog sam širi pa širi. So to domžala. Me zelo veseli, ja. Pa bomo tako tudi nadaljevali. Ampak preden vas prepustimo individualnih dialogom, če boste imeli kakršnokoli vprašanje, par vprašanj imam za vas. Nič ne bodo pa prehuda, prav? Kaj vam prinaša največje zadovoljstvo v zadnjih dneh? Ker v zadnjih dneh koledarsko ali v zadnjih dneh letošnjega novega leta. Se pravi, to jih je pa zdaj že kar nekaj, ne? 2 meseca sta že okoli. Da sem lahko veliko več v Sloveniji, ker je mož več na službenih potovanjih. Iskrenost. No, dobrodošli domov. Hvala. Omenili ste Pozabljena polovica, knjigo, ki boste jutri tudi nekako predstavlja na Združenju Ona ve, ampak vseeno, poleg te knjige, verjetno, da vam je naredila vtis, katera knjiga vas je pa sezula in bi jo priporočila, da bomo dekleta zvečer, ko se bo vse umirilo, ko bomo v njih 200 nadur naredile, vzele na kavč pa vsaj 2 strani prebrali, preden bomo šli k počitku. Bolj strokovno ali kakor roman ali karkoli? Sproščeno, ko bi ne glede na javnost, na splošno. Jaz imam en tak sistem, ker sem se zalotila, da samo še nemško pa angleško berem. Imam zdaj sistem, da preberem eno nemško, eno angleško, 2 slovenski, eno strokovno in tako tudi naprej. Zdaj bi morala malo pomisliti, ker zadnje čase so bile bolj strokovne,
A vam lahko pošljem? Prav? Ker bi Dovolite, res da vam rada pošljem naprej? izbrala res take, Tako? ko so mi res sedle. Seveda, jaz bi lahko zdaj takoj rekla solzice. Od Prežiha, prvič je to z mojega konca, drugič so solzice, ki so moja izjemno priljubljena roža. In tam je toliko tega odnosa mati, solzice. In kaj vse je on moral premagati. Tako da, ampak to sem že malo pokoroško, Ampak ste povedali, jaz mislim, da objektivno, sem- tako da solzice, ja, ostalo pa pošljem, pa bom vesela, če boste distribuirali. Tako, super. Kako vi praznujete dan žena? Oziroma, kako ga boste praznovali? V Sloveniji predvidevam, da ne boste še zapustili do petka? Sem tako naštimala, da pride mož v četrtek 7. marca v Ljubljano, ker on sploh ne ve, kaj je praznovanje dneva žensk, ker v Švici tega nimajo. Ga bom jaz v četrtek zvečer peljala na 8. marčevsko večerjo. Bravo. To je ta enakopravnost, ne? Ja, Kdo bo pa ja. plačal? Jaz, ampak sem pa povedala, da hoče imeti nageljčke. In pa je bil, kje pa naj dobim nageljčke? V vsaki cvetličarni v Sloveniji, v Švici jih ni. Tako, zelo lepo. Kako pa v Švici kaj posebej praznujejo? Nič, to gre To mimo mimo gre. Mogoče še to, kateri je bil najboljši nasvet, ampak najboljši nasvet, ki ste ga kadarkoli prejela? Da se zjutraj, preden grem od doma, vprašam ali pa odgovorim na vprašanje, zakaj mi je danes lepo. Ali pa zakaj bo danes moj dan lep. Predvsem povezano s tem, sem pa dobila ta nasvet, ko mi ni bilo najbolje v življenju. Mi velikokrat zaradi kakšne majhne stvari pozabimo na velik kontekst, in ne dogajajo se nam v življenju samo lepe stvari. Mi nimamo vpliva na to, kaj se nam dogaja, imamo pa vedno vpliv na to, kako odreagiramo. In ne glede na to, kako slab dan mogoče pričakuješ, in če si zjutraj rečeš, ok, zakaj bo moj dan lep, je zelo velika verjetnost, da se bo obrnil na lepše. Zelo lepo. Bomo rekli izjemno od izjemne ženske. Hvala lepa. Hvala, Marta tudi, Kos. ja. S tem Hvala zaključujemo vsem. ta uradni del, seveda dobrodošli še na kratek klepet.